Tukaj dam odzad scary fotko. Vsi vidimo. Fotka duhov je tukaj, šalica od Harryja Potterja. Tudi umakniti. Ladidadida, zvok dela. Šele si spustim pa smo. Moram reči, da dragi moji, we were sleeping on Chinese and Asian true crime. Ne, da nisem nikoli obravnavala, tudi sem, ampak te dve zgodbe, ki bo danes povedala pa eno novo youtuber, kako sem najdla, mogoče se spomnim spodaj na limet, je pač. Res, kot sem rekla, zamujali smo celo neko kulturo doživeti zločinskih, ker pač po potovanje tega videa bomo začeli z live streamerko Little Kitty. Jaz ne vem, koliko ljudi od vas jo je spremljali, jaz sem prvič slišala zanj za njo, nisem jo gledala, ampak ljudje so jo spremljali, ker je bila pleasant to look at, dobesedno luštna, lepa, kaj ena lutka, ukvarjala se predvsem z make-upom in pa z outfiti. Tako da, ja, in ta prva zgodba se bo šla o tem, da je bila ona cyberbuljana do te mere, da je na live streamu naredila samomor s pesticidi, pila jih je iz vode, ljudje so jo tudi pumpali zraven in to še ni vse, ta zgodba se nadaljuje na še hujši način. Njen pepel, ko je bila že upepeljena, so želeli prodati zaradi tega, ker na Kitajskem obstaja del kulture, ki se reče ghost marriage, ker dejansko lahko kupaš truplo / pepel za veliko denarja in se z njim poročiš. In njen pepel je bil ukraden iz tega razloga. Tako da ja, bolanca. In potem naslednja zgodba, ki pa še nekako zraven, jo moram povedati, ker je ena najbolj bizarnih, kar sem jih kdaj povedala na tem kanalu in je resnična in zgodila se leta 2006, zdaj gremo pa najprej v to zgodbo o Little Kitty. Skratka, Little Kitty ima ogromen clout, veliko ljudi jo spremlja in gleda, ampak leta 2009 je začela eno aferco oziroma razmerje z enemu drugemu streamerju, z eno drugo javno prisotnostjo in to je bil tako imenovani Z. On je bil pa ful manjši clout in tudi bila sta iz popolnoma različnih svetov, torej ona je beauty vlogerka, streamerka oziroma bolj vse okrog neke lepote. On je bil pa basketaš, pri njemu se je vse vrtelo okrog basketa, pa tudi ful manjši bil, tako da ona jih je sicer videla kot skup, kot tisti power couple, kao ja, daj ti to objavili, ratelj ti bo lahko podpirala ga je, pač ona je hotela, da on več objavlja, hotela je, da mu uspe in tako naprej, ampak ja, njuna zgodba ni uspela in šla sta narazen leta 2021, torej po 2 letih. In tukaj se problemi šele začnejo, ker, kakor sem rekla, je bila ona ekstremno cyberbuljena, torej doživela enormne količine bullyinga na internetu in večinoma se je to vse skupaj začelo od tega bivšga, od tega Zija, od tega basketaša. In sicer začele so se širiti govorice, kakor da je ona ful samomorilna in ima ful probleme s tem, s svojo samopodobo. On je dejansko online kazal slike, ampak fake slike njenih brazgotin, kao da se reže, da je ves čas na robu samomora, da mu ves čas grozi, da če bi šla narazen takrat v preteklosti, da bi ona naredila samomor. Baje jo tudi že dobo, kako je bila na robu stolpnice in pač spet grozila, da bo skočila dol iz istih razlogov. Da ne govorimo o vsem varjenju, ki naj bi ga njemu povzročala, torej, da je skoraj vsak teden našla drugega bogataša, ki je lahko več ponudil in je šla ven se kurbat in je pač spala z njimi, da je imela njihov denar. In še zadnja največja novica je bila pa to, da je bila ona tudi noseča in on je pač trdil, da je noseča z enemu izmed teh bogatih moških in je tudi obviously zavračal tega otroka in Problem pri tej zgodbi oziroma za Little Kitty je bilo to, da ona nikoli ni prišla do točke, da bi povedala svojo plat, svojo zgodbo večinoma. Če že, se je samo malo zagovarjala, ni pa dejansko njega nazaj nič blatila, niti se ni kregala, v bistvu je samo probala biti tih in pomest pod preprogo, ampak te obtožbe pri njej so se vlekle in vlekle in vlekle. V neskončnost preprosto niso utihnile, ljudje so z njo potegnili za vse, je bila ona navadna kurba, lažnivka in vse druge najslabše stvari, preprosto ni se mogla otresti. Na koncu je prišlo ven tudi to, pa mislim, da tudi od njega, da je ona splavila in tukaj se cela narativa obrne, ker je ta prasec pol trdil, da kako je lahko, ker je on zdaj začel verjeti, da mogoče bo pa to njegov otrok in kako je lahko to naredila. Torej še udarc na to, da ne bi splavila otroka, ki je najprej trdil, da ni njen, če je sploh obstajal ta otrok. In potem še zadnji obrat, ki se je zgodil najbolj nasty od vseh, če mene vprašate, je to, da ko je on sprožil vse te govorice o njej in ko ona sploh se ni praktično odzivala, je potem na koncu on še narativo okrog obrnil in je rekel, ljudje, chill, dej nehajte jo toliko preganjati, nehajte jo toliko kurcati, saj ni nič takega, pustimo to, ni panike. Se pravi, iz tega, da je on sprožil vse to in da je uničil life in celo online prisotnost in jo cyberbuljal, je potem hotel biti na koncu še good guy. Torej,
popolna definicija največjega nesti manipulatorja, kar si lahko predstavljaš, ampak ona je bila očitno mlada in te stvari se ni važno, da si mlad ali star, pač preprosti pridejo do živega in ja. Kasneje je ona pristala z enemu drugemu fantom, ki ga bomo imenovali Lee, in njena življenjska zgodba se z njemu nič zboljšala, ker ni bil nič boljši gaj. To, kar bom zdaj povedala, so govorice, ampak možno je, da je res, možno, da ni, ne vem, ampak sem pa prebrala, da jo je tudi on popolnoma izkoristil na eni točki. Prvo je itak želel njen cloud, kot prej, kot Zi, in želel je njen denar, ker ona je bila uspešna. Naj bi enkrat njeno vodo zastrupil z nečim, neke vrste uspavalom ali nekaj, in ona je to spila. In ko je to spila in je bila nemočna, so k njej prišli on in njegovi kolegi in naj bi jo posilili vsi. To je pač zdaj domnevna zgodba, ne bom trdila, ampak ja. In zdaj to, kar se nadaljuje, ta stream, na katerem pa ona stori samomor, je pa povezan spet s tem drugim fantom, ker naj bi ona po vsej verjetnosti, tako se ne bi razbrali iz tega streama, da je želela samo njegovo pozornost. Torej, če mene vprašaš, na tej točki mora biti ženska absolutno broken, če gre iz psihopata na psihopata, ne? In itak ne ve, kaj točen rab, definitivno ne teh psihopatov, ampak pomoč. In je ona tudi na streamu priznala, da ima depresijo. In prvo kot prvo, tega nobenemu živemu človeku, ki doživlja depresijo, ni treba priznati, ker je osebna stvar in itak probaš online izpasti takrat cool in drugim kvečem srečo prinesti, ker sami ne čutiš toliko veliko. In je že dosti žalostno, da je mogla to priznati, s tem, da ni ne bivšega, ne nobenega nič obtoževala, samo zanikala je stvari v sebi. Rekla je, jaz nikoli nisem bila samomorilna, nikoli nisem bila na robu stolpnice, tiste brazgotine niso moje, in je dejansko pokazala svoje ta prave, in tiste je rekla, da so bile fake in nič od tega in ne bi bilo treba se zagovarjati. Edina stvar, ki jo pa ni zanikala, je pa nosečnost, tako da ljudje še vedno verjamejo, da je mogoče bilo to res. Je pa prišlo ven tudi to, da ta bivši, ki je trdil, da mogoče pa bil otrok moj, itak ni hotel narediti sploh testa očetovstva. Tako da itak najbrž ni hotel imeti nič z otrokom, ker verjetno je bil fotor, če je bil otrok. Skratka, to je zdaj ta stream, ker je bila ona čist na off, čist boga, čist čudna, vsi so spraševali, kaj je narobe z njo, kaj se dogaja, in vsi so govorili, ne narediti kaj neumnega, ker je izgledala čist boga, potolčena, žalostna. Baje se je res razbrali streama, da želi pozornost tega Lija, ne onega prvega košarkaša, ampak tega drugega fanta. In ja, ogromno ljudi spodaj jo je dejansko pumpal, ja, spi to, spi, ja, veš, folk je itak pretegnen. In eni so jo prosili, ne naredi kaj neumnega, eni so pa pač pisali, naj to spije. In eden, ki je najbolj pumpal, naj spije to, je bil tudi nekdo, ki je imel na slikci neki povezavi s košarko, in zato so ljudje tudi sklepali, da obstaja velika verjetnost, da je bil to mogoče Zi bivši. Ni pa potrjeno nič. Skratka, ona na koncu naredi samomor, naj bi tudi, baje takoj potem, ko je to spila, ker ne bi želela samo pozornost od bivšega, je tudi potem klicala rešilce in policijo. Očitno je bilo prepozno. Njen pepel, kakor sem hodila prej omeniti, je bil ukraden. Na koncu so obe potrdili, da so ga dobili nazaj in da so rešili situacijo in da se nihče ni poročil z njo. Ampak predstavljajte si, da pri njih to obstaja, da je očitno del kulture, da je možno se poročiti z duhom nekoga, da pač konec koncev nisi sam v postživljenju ali pa v življenju. In ja, in da človek še v smrti takole ne more počivati. Ampak preden gremo v naslednjo zgodbo, morate še to vedeti, da če že pride do teh porok, ponavadi morajo starši oziroma še živeči neki skrbniki, neki sorodniki kljukco reči, ja, dovoljeno je, ali pa nek podpis, pa se strinjata. V tem primeru je bilo pa itak samo ukradeno, pač kva. Zdaj pa naslednja zgodba, je pa izhaja iz tega in je meni še ful bolj bizarna in ne morem verjeti pač. Narišite si tako ful svečano priložnost, ogromno ljudi se tere tam in povsod obešajo take rdeče znake, ki so na kitajskem značilnike, gor piše happiness. Mi tega ne bi znali prebrati, ker so pač te pismenke, kaj so, ampak povsod piše sem happiness, sreča, taki veseli napisi so te rdeči napisi. In po tam v kotu je portret enega fuljevega mladega moškega, tak ogromen portret samo glava, to je pri njih tudi značilno za poroke. In ja, voilà, to je bil wedding day. Poroka je bila, ampak ena stvar ful izstopa, ki je čudna, in sicer, da so vsi žalostni, noben se ne smeje, noben ne pleše, noben se ne veseli, vsi so tih, noben niti na glas ne govori in šepetajo in ful je weird in kaj je s to poroko narobe? To, da je freaking ghost marriage. Ta fant, ki je bil tam na sliki, je imel nekaj časa prej nesrečo in je že nekaj časa mrtev. In tudi nevesta je mrtva. Nevesto so kupili in oba sta tukaj v svojih trugah. Zunaj je pokopališče in tukaj noter sta ona dva v trugah. Ona zgleda ful lepa, kada ji nič ni, preprost jih tako zrihtajo, se veste, da se da zgleda v smrti človek še vedno lep, namazan, vse je okej, in jih pač na ta način poročijo in
potem jih samo še dajo nazaj v zemljo in zakopljajo. Ta nevesta je bila pač kupljena, med sabo se ljudje starši niso poznali, ona je bila pač ena, ki so jo zbrali in kupili. Ponavadi so te stvari drage in zaradi tega je to tudi biznis pri njih, ker je lahko tako truplo 10-15 tisoč evrov, pa verjetno tudi še kaj več. No in tukaj vse poteka normalno, kakor lahko. Razen tega, da je zunaj prav soden dan, pa dež lije, pa stregle prav žitek malo scary, ne? In potem enkrat stric od tega fanta prlaufa noter v prostor, ker so bili ljudje in začnejo piti, da je nekaj narobe, pejte pogledat. Štos je bil, da ko so dajali to trugo noter v zemljo, da bi jo spet zakopali, se je zaslišalo ful glasno praskanje. Oh my god, imagine that. In pri njih je kultura, da vedno vprašaš, are you human or are you ghost? Zaradi tega, ker res očitno močno verjamejo te stvari in potem ne pričakuješ odgovor, ampak odgovora ni bilo. On je potem privlekel te ljudi zraven, kao pejte to poslušati, to je čist mindfuck, a ne? On je mislil, da se mu meša, itak je bilo vse full scary, pač okrog trupel si cel dan valjda si že domišljaš verjetne stvari. In on pripelje druge ljudi in vsi slišijo ta škripanje, praskanje, zbijanje in so bili ono shit, a ne? Pač karkoli že je res. In po enemu klenk in je bilo tako, fuck, valjda, maček je tlo okoli skakal, mi smo mačka not zaprli, oh shit, ne vem, pač skočil verjetno noter se skril in smo ga zdaj, dajmo to ven hiter, mačka ven in je stvar rešena. In ko oni odprejo to truglo, ni bilo nobenega mačka tam. Je pa po koncu skočila ženska, tak so jo prej poročili. Oči imela take čist blesove, okrog je gledala, čist ni vedela, kaj se dogaja, z rokami je krila, kar nekaj je blebetala, noben ni razumel, kaj govori. Vsi so zbežali, razen strica in stric je rekel, dajmo to zrihtati, pač to je fucked up in reče, are you human or are you ghost? In ona še vedno ni odgovorila. Konec koncev se je izkazalo, to je resnična zgodba, da je bila ona in nema in gluha, se pravi ni mogla govoriti in ni slišala. In vse, kar je ona rabila, je bila pomoč in ona prej ni bila mrtva, bila je človek, ki so jo potegnili iz ceste, ki je rabila pomoč in so ji kreni, ki so se pač očitno s te prodajo trupel ukvarjali na črno, so jo potegnili, ponudili so ji vodo, kao ful prijazni in je ona zaupala. In konec koncev so jo ugrabili in valjda zastrupili, ampak očitno ne dost, ker se je v trugi poizbudila in predstavljajte si, da jo oni ne bi slišali, da jo ne bi ta prav čas rešili, da bi živega človeka nekdo čist drug zakopal. Pač meni je ta zgodba tak mindfuck, tok bad. Predstavljajte se njene travme pol v lifeu, da si že tak tok bogi in na koncu se eni šel ugrabijo in prodajo, zastrupijo in se v trugi zbudiš, pa če sploh nimam besed. Ta je res ono, I don't know. In to je ta zgodba in zdaj sem najela to youtuber, ko bom verjetno še kakšno podobno noro zgodbo slišala, mene tle je pa srce boli boga ženska. To je pri njih pač mafija, biznis, nisem bolana. Zdaj, ko sem že tle in sem se lih spomnila Bramo Alenka z Davidom Milosavljevićem, ful ima zajebam priimek, koliko jaz to posnela ful dolg podcast in ful vsem so se pogovarjala, tako da pejte si še tisti pogled, kdor njega spremlja in hočete kaj več o meni slišati, kaj se zdaj dogaja, ker jaz te tle nič ne snemam. Tako da ja, vaša alien mamica je zdaj out počas, zdaj se tole zmontiram pa objavim. Pridni boste pa ful lepe prve dni šole, ne vam bo cool, upam, da je cool od nekakšnega bullyinga pa tega šita, pa da ne bo toliko težko, da boste še vedno mečkaj natal september kot poletje uživali. Tako da, alien mamice, vidimo kmalu, uživajte, čau!